V kulturnem domu na Zgornji Polskavi je pretekli petek potekala območna revija malih pevskih skupin. Na reviji, ki jo je pripravila območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenska Bistrica v sodelovanju s KUD Gaj Zgornja Polskava in osnovno šolo Antona Ingoliča Spodnja Polskava, podružnica Zgornja Polskava, se je predstavilo 7 skupin iz občin Slovenska Bistrica in Poljčane.
V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so v ponedeljek pripravili predavanje Kako sem doživel Ljudsko republiko Kitajsko v 4 letih življenja v Pekingu. Predaval je Ljubo Poles, do nedavnega visoki častnik Slovenske vojske. V letih od 2016 do 2020 je bil obrambni ataše Republike Slovenije v Ljudski republiki Kitajski. V tem obdobju sta soprogo Zdenko Molnar živela v Pekingu. Slikami in predavanjem je pokazal, kako dojema kitajsko družbo, tamkajšnje vsakodnevno življenje, zdravstvo, šolstvo, religijo, kako Kitajci dojemajo svojo zgodovino, kulturo, hrano in kako se obnašajo v stiku s tujci. Midva sva delala hudičevo malo kilometrov za privatne potrebe, ravno zaradi tistega, kar sem vam že omenil, prometa, ki je ogromen in bilo to meni stresno se voziti na tak način. Ne? Ampak imajo poseben način prometnih kazni in registracije. Vi v Pekingu ne vidite policije, da bi zaustavljali avtomobile. Jaz ne vem, v 4 letih, če sem jih videl, morda 2-krat, da so koga zaustavili. Ampak je vse prepredeno s kamerami, z radarji in tako dalje. Ne? In potem se v enem centralnem sistemu samo zbirajo kazni, beležijo in imajo oni neko centralno evidenco, ne? In sploh nobenega ne gnjavijo. Ampak, ko hočeš podaljšati registracijo za avto, moraš se to plačati. Drugače ni registracije za avto. Ne? In v kakšno situacijo sem jaz prišel. Torej, septembra sem prevzel avto in mislim, da sem imel registracijo novembra. In novembra ga hočem iti registrirati in uni uslužbenec mi vzame vse in ne morete. Zakaj ne moram registrirati? Eno kazen ste imeli junija meseca. Sem rekel, ja, ok, pa jo zaračunajte, pa plačam, ne? In je rekel, ne, vi niste bili tle junija meseca, ne? Torej, oni vejo vse, ne, seveda. In sem rekel, pa pogledajte, vidite, da je službeni avto ambasade. Torej, moj predhodnik, obrambni ataše, ga je vozil. In pač je naredil nek prekršek, verjetno se ni niti zavedal, ne? Drugač bi pokril strošek in bom zdaj jaz. Ne morete, niste bili tu. In potem smo mi morali narediti nekaj, kar ni v skladu s predpisi, seveda, ne? Ampak ker so Kitajci, ki pač vedo, da se to lahko uredi, ne? Je, da je šel naslednjič en Kitajc z mano, ne? In je rekel, ne, jaz sem vozil ta avto takrat. Ne? A vi ste, kazenska točka, ja, dober, ok, kazenska točka, plačate, puf, in njemu sem plačal za uslugo še, da je šel tja in to naredil. Ne? In seveda pa ta bivši obrambni ataše, ko je to slišal, ko sem mu povedal, je rekel, Bog pomaga, nisem vedel oprosti in mi je takoj nakazal denar, ne? Nisem tako bil. Ne? Ampak do takih nesmislov prihaja. Bančni račun. Tja odpred bančni račun ni tako kot tle, se gre na banko, malo se, jaz bi odprl bančni račun, ja, ok, se podpiše, vozi miško. Tam sem jaz odpiral račun 2 uri, sem sedel, pa so hodili z nekimi obrazci, pa so mi dali podpisovati, pa sem gledal, kaj se dogaja, pa sem tej asistentki svoji, ki je Kitajka, ki je njih razumela, ne, jaz nisem seveda, sem rekel, ma kaj je to?
Je rekla, je normalna procedura, veste, pa mora skozi kontrole, pa bla, 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 pa bla, bla. In tam 2 uri sem bil, preden sem odprl račun. In vedno, ko so bila razna nakazila, ki sem jih dobival iz države, so jih morali oni verificirati in tako dalje. In to je bilo vedno zgubiti 1 uro tam na banki, minimalno 1 uro. Torej, če sem bil takoj na vrsti, če nisem bil pač toliko več. Torej, take smešne stvari, kitajski denar, RMB, ne, ali juani, ne, to je njihova najvišja valuta, edino, če so spremenili kaj zadnje 2 leti in pol. 100 RMB-ev, to je 12-13 evrov, ne, po kurzu. Torej, to je njihova največja banknota. In spet ena neumnost, ki se nam je zgodila, ker nismo vedeli, ne, sicer je pa na vseh jemal, ne, na vseh juanih, ne samo na 100, ne samo na 90. In mi na začetku, ko smo hoteli seveda najeti stanovanje, ne, sicer najemnino je plačala država, ne, ampak smo pač morali zastaviti denar vnaprej, zato da smo lahko čim prej to poštimali, ker če bi čakali na kazilo, bi bila procedura spet. Ne. In smo morali dati par tisoč evrov vnaprej. Ne. Kot prvo sem mislil, ok, dobro, gremo tjale, pa dvignemo 5000 evrov. Ne. Bankomat, 400 evrov na dan največ, in potem sva vsak, torej 800 evrov na dan, in pol sva morala to delati 5-6 dni zaporedoma, da sva prišla do one vsote, ki sva jo kot polog morala dati temu lastniku stanovanja kot varščino, ne, za stanovanje. Ne. In zdaj si pa zamislite še nekaj, ne. Če je ena ta 12 evrov, ne, midva sva pa imela za plačati, ne vem, 5000 evrov, ali koliko je bilo, ne, koliko sva jih imela, ne? Torej, za vsakih 400 evrov, ki sva jih dvigalna, torej na bankomatu je to koliko? 36 ali 35, ne vem, morda sem slabo zaračunal, ne? In to pomeni kar take kupice, ne? In potem se rekel, Bog pomaga, kdo pa bo to nosil sabo, ne? Sem šel v hotelu na recepcijo, ne? Se rekel, dajte mi prosim zamenjati za večje banknote, ne? So me gledali, kot da sem padel z Marsa, so rekli, pa se to ne več. Sem rekel, kako izpadeš kreten, ko nečesa ne veš. Ja, njihova največja. In potem nosijo šope denarja takole okoli, če rabijo neko večjo vsoto. Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica je v sredo pripravil novinarsko konferenco, na kateri so predstavili večje prireditve in dogodke, ki bodo v prihodnjih tednih potekali v Slovenski Bistrici. Magistra Brigita Kruder, direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica, je uvodoma povedala nekaj več o tednih vseživljenjskega učenja, v okviru katerih bodo znova izvedli tudi parado učenja. 45 podizvajalcev, vsak pripravi najmanj eno prireditev, torej vse tista številka dokrat 2 pa je večina prireditev, ki jih izvede torej Ljudska univerza kot koordinator oziroma kot soizvajalec. Nekaj stalnic, med drugim tudi novi ambasadorji učenja. Ne boste mi zamerili, ker jih letos še ne bom izdala. Letos je strategija, da jih prvič omenimo in predstavimo prav na paradi učenja, ki bo 24. maja v Malem parku za knjižnico. Namreč tudi letos smo bili izbrani na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za sofinanciranje teh 2 prireditev, tako da bo organizacija nekoliko lažja. Torej vse tam od 15. maja pa do 18. junija številne prireditve. In mogoče kaj je letos posebnost? To, da jih najdete v koledarju na Andragoškem centru Slovenije, kjer zelo enostavno lahko pišete ali občino, ali izvajalca, ali lokacijo, kraj, torej kjerkoli, ali uro, ali datum, in se odpre pravzaprav baza vseh podatkov po celotni Sloveniji, pri vseh izvajalcih, ki jih je okoli 10 000 skupaj, torej prireditev neizvajalcev, je že stalnica. Posebnost je pa letošnje parade učenja ta, da je tudi Evropsko leto spretnosti in posebej želimo poudariti različne spretnosti, vse tiste, ki so pomembne za kakovostno življenje posameznika v sodobni družbi, in tako je tudi zastavljena letošnja parada učenja. Posebej bomo izpostavili tiste spretnosti, na katere morda ne pomislimo na prvo žogo, ne? Torej ne samo poklicne spretnosti, kaj moram znati, da lahko upravljam svoje delo, pač pa predvsem tiste, ki jih potrebujemo, da zadovoljno pa polnomočeno živimo.
v sodobni družbi. Medijska pismenost, finančna pismenost, socialna pismenost, kako skrbimo za ohranjanje svojega duševnega zdravja, ne? Kako dobro funkcioniramo v družbi skupaj z drugimi ljudmi. Vse to je nujno pomembno, ne samo to, da imamo službo pa hodimo tja. Čeprav tudi v službo bomo povabili. Tujka pravi job shadowing, mi smo rekli senčenje na delovnem mestu, lahko pa rečemo tudi pridi z mano službo pa ti pokažem, kaj delaš. Povabili smo vse podizvajalce, da poskušajo povabiti oziroma ponuditi senčenje na delovnem mestu, no, tudi nekateri med vami ste se odzvali, da bomo lahko prikazali, kako izgleda poklic novinarja, kako izgleda poklic direktorja, tajnice, oblikovalca kovin, kako izgleda poklic negovalca, fizioterapeuta, frizerja. To so odzivi, ki jih ta trenutek imamo. In prav na paradi učenja bomo najbolj intenzivno, poleg seveda tudi spletnega načina, zbirali prijave na senčenje na delovnem mestu, namreč vsak, ki bo želel se preizkusiti, se bo moral prijaviti. In prijave bomo zbirali do konca maja, senčenje pa bo potekalo v prvih 14 dneh v mesecu juniju. Pričakujemo tudi, da bodo kandidati podali povratne informacije o tem, kaj so zvedeli, kaj so se naučili. In moram reči, da je precejšen interes gospodarstva zato, ker vsi vemo, ne, da ta trenutek primanjkuje delovne sile, primanjkuje delavcev, vsi bi radi zaposlovali, pa nimajo koga. Recimo iz Doma Poljčane so nam rekli, da bi ta trenutek lahko zaposlili 30 negovalnih delavcev, če bi jih imeli iz različnih strok. Ne? Tako da to so številke, ki so pravzaprav impresivne. Seveda sodelujemo tudi na področju kulturnih dejavnosti, ki prav tako obeležujejo v teh dneh svoje dneve, pa bralna kultura, skratka povezani smo z knjižnico in z vsemi tistimi, ki nekako spadajo zraven. Morda ni skrivnost več ugotoviti, katera je letos vodilna barva tedna vseživljenjskega učenja, seveda to je rdeča, ki se nam je najprej zdela tako malce histerična, zdaj pa smo ugotovili, da je prav fina, ker se vidijo plakati po mestu, takoj smo opazni in nič ni slabega s tole rdečo. In verjamem, da bodo tako rdeče zasijale tudi zgodbe hiš in njihovih ljudi. Lani je bila namreč najuspešnejša akcija tedna vseživljenjskega učenja prav Bistriška ulica z najlepšim imenom in seveda vse tiste zgodbe, ki smo jih napletli in tudi tu vas je nekaj, ki ste sodelovali, s Tomažem smo poslela zanimiv prispevek in mnogi so rekli, no zdaj končno vem, zakaj se imenuje ulica na Ajdo Hrib oziroma Ajdo Kugl, kot smo rekli, tisti, ki smo malo dlje že na svetu. In letos torej zbiramo zanimive zgodbe o hišah in njihovih ljudeh, kdo je živel, kako so jih prenavljali, ali morda kakšni bistriški hiši straši. Pomagali smo si tudi s QR kodami na hišah, naši upokojenci v natečaju za uporabo mobilnih telefonov. Mogoče ste videli večjo skupino starejših ljudi, ki takole s telefoni po mestu hodi pa skenira QR kode na hišah. To so bili udeleženci tečaja, ki so z zanimanjem in začudenjem ugotavljali, kaj vse zanimivega se lahko naučimo o hišah. In jaz sem prepričana, da nas čaka veliko novih, zanimivih, zabavnih zgodb in tudi vas vabim k sodelovanju. V prihodnjih tednih bo pestro tudi na športnem področju. Direktor Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica Boštjan Friedrich je med drugim napovedal 23. mednarodni atletski miting, ki bo letos prvič sodil pod okrilje Svetovne atletske zveze. Edino tovrstno tekmovanje v Sloveniji bo v soboto 27. maja v športnem parku v Slovenski Bistrici. Ignat Spančič je v imenu Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica predstavil koncerte, ki jih bodo do konca poletja organizirali v Bistriškem gradu. Med drugim bodo 28. junija gostili koncert Big Banda Slovenska Bistrica z gostom Urošem Peričem. Anja Zamuda iz Centra domačih in umetnostnih obrti Slovenska Bistrica je povedala, da jih kmalu čakajo 3 pomembnejši dogodki. Poleti bodo znova gostili tudi enega izmed rokodelskih taborov, ki bodo potekali v 9 krajih po Sloveniji. Tudi v Ricu Slovenska Bistrica je v teh dneh živahno. Aktualno dogajanje je predstavil direktor Tomaž Repnik. Kaj želim sporočiti je, da bo tudi letos potekala Bistriška kuhna, festival svetovnih okusov, festival ulične kulinarike. Nedelja 2. julija, enaka lokacija kot lani, se pravi območje Korezeja, parkirišče nasproti gradu. Več o samem dogodku bomo še sporočali seveda v mesecu juniju, zaenkrat pa absolutno opomnik, kar se tiče glede samega datuma, da ne zamudite. In druga zadeva, bolj, da rečem, operativne narave, kot je znano, je bila pred nekaj meseci ustanovljena nova lokalna akcijska skupina med Pohorjem in Bočem. Trenutno potekajo
aktivne zadolžitve v zvezi z pripravo strategije za novo programsko obdobje. Na tem mestu bi samo pozval, da so na spletni strani lokalne akcijske skupine Las med Pohorjem in Bočem oziroma na spletni strani Razvojno-informacijskega centra objavljeni obrazci oziroma je objavljen obrazec, na podlagi katerega pozivamo javnost, da predloži svoje projektne predloge. Tu samo, da poudarim, ne gre toliko za to, da bi projekti že bili podrobno razdelani s vso finančno konstrukcijo in podobnimi tehnikalijami. Predvsem gre za to, da ugotovimo, katera so tista področja, s katerih lahko pričakujemo, da bo v obdobju do leta 2027 lokalna javnost pripravljala projekte oziroma jih v okviru lokalne akcijske skupine tudi prijavljala. Tako da se vidimo ne šele 2. julija, ampak tudi že prej, Jana, ne? Kar se pa tiče teh omenjenih idejnih predlogov oziroma projektnih predlogov, pa nekako do 1. tedna junija računamo, da bi s njihovim sprejemanjem tudi zaključili. Toliko zelo na kratko z moje strani, kot ste pa verjetno zdaj opazili, smo v enem takem obdobju, da smo precej kar se zadržujemo precej v pisarnah, je vendarle živahno dogajanje na Ricu, ampak zdaj pa je res precej administrativnega in drugega dela, ki se v glavnem po pisarnah izvaja, tako da najprej vemo pisarniško delo, potem pa bo tudi na terenu veselo in pestro. Ob koncu je Jana Jeglič, ki je vodila novinarsko konferenco, napovedala še nekaj ostalih prireditev, ki bodo v prihodnjih tednih zaznamovale dogajanje v občini Slovenska Bistrica. Viteška dvorana Bistriškega gradu je bila minulo sredo v znamenju vrhunske glasbe. Bistriška glasbenika Teja Pančič in Majko Rešar sta na koncertu Latino Tablao, posvečenemu španski glasbi in glasbi Latinske Amerike, ki je prežeta z egzotiko, strastjo, bolečino in čudovitimi ljubezenskimi besedili, nastopila skupaj s flamenko kitaristom Matjažem Stošičem. Prireditev je pripravil Zavod za kulturo Slovenska Bistrica. Cuando se quiere de veras.
si no lo vieras volver. Glasbena šola Slovenska Bistrica je v četrtek v Slomškovem domu pripravila baletni nastop za učence prvih 2 razredov in vrtcev. V baletni produkciji na temo Zemlja in njeni prijatelji se je predstavilo okoli 65 mladih baletk. Koreografijo je pripravila baletna učiteljica Mateja Brečko.
Nogometaši Ketijemi Impol Bistrice so v 29. krogu v Bistriškem športnem parku igrali proti ekipi Rudarja iz Velenja. Na koncu je bil rezultat 2-2. V predzadnjem 29. krogu drugoligaške krstne sezone za bistriške nogometaše so se ti v zadnji tekmi pred svojimi gledalci razšli z neodločenim rezultatom 2-2 in to z ekipo Rudarja iz Velenja. V deževnem in hladnem vremenu za ta letni čas sta akterja odigrala pravo prvenstveno tekmo, v kateri ni manjkalo zadetkov, neizkoriščenih priložnosti, kartonov in ne nazadnje tudi razmočena travnata površina je dodala svoj delež. Nogometaši bistriškega kluba so tako po 3 zaporednih zmagah na svoj konto zbira 36 točk dodali pomembno točko za uvrstitev na 10. mesto dosedanjega poteka prvenstva. Nismo vedeli, da to bo ena težka tekma. Mislim, da je nasprotnik prevzel pobudo v prvem polčasu. Ustvarili smo si obojni nekaj priložnosti, mislim, da smo jim malo bolj zrele priložnosti, ampak na koncu je bilo 1-0. Drugi polčas pa mislim, da smo mi malo bolj prevzeli pobudo in si pripravili nekaj res izjemnih priložnosti, ampak ko ne izkoristiš, to je nogometno pravilo, če ne daš, ga dobiš. Nasprotnik nekako uspel narediti preobrat, to je bil en veliki šok, ker je obramba, mislim, da celo tekmo zelo trpela. Ampak na koncu mislim, da bi še lahko to tekmo obrnili, ampak na koncu moramo gledati realni rezultat 2-2 in iti na novo tekmo. V prvem polčasu, ki so ga dobili gostitelji z 1-0, se je s krasnim strelom z glavo med strelce opisal Jaša Martinčič. Omenjeni igralec je že v 12. minuti takole preizkusil dnevno formo vratarja Močiča. Po prejetem zadetku so tudi Velenjčani bolj pritisnili na vrata Friedricha. To je bil poizkus Biksa. Brkić je udaril v 25. minuti. Martinčiču je v tem poizkusu zaključku akcije zmanjkalo moči. Biks bi lahko izid poravnal 7 minut pred koncem polčasa. Strelec edinega gola v prvih 45 minutah pa je takole streljal tik pred odhodom na premor. Po zaostanku 1-0, tudi po 2-0 smo se že vračali, tako da to za nas ni bil nek šok. Šli smo v drug polčas igrati našo igro in vedeli smo, da z našo igro lahko se tudi vrnemo, lahko pridemo do polnega izkupička. In kar se je tudi pokazalo, prišli smo do 2-1, imeli še nekaj situacij zrelih za zadetek, ampak evo, vedeli smo, kako se je končalo. V drugem delu so številni gledalci, ki so bili skozi sezono zvesti 12. igralec domače ekipe, videli še 3 zadetke. Najprej je po hitri akciji gostov na 1-1 poravnal Sandro Jovanović in to v 72. minuti. V 80. minuti je sodnik Novarlič piskal 11-metrovko in to po prekršku Vidmara nad Jovanovićem. Pa ja, za eni lahko rečejo, je bila, drugi ni bila. Naj to presodijo gledalci, ampak sodnik je odpiskal in smo se mogli s tem sprijazniti nazaj. Ne moramo spremeniti nič in smo se mogli potem tudi pobrati in mislim, da smo se odlično. Iz 11 metrov je žogo v mrežo domačih pospravil Kosič za vodstvo 2-1. Knapi so v mesto Aluminija vodili vse do zadnje 90. minute rednega dela igre, ko je ponovno zablestel domači napadalec Ante Kuliš, to pa je bil že njegov 3. zadetek v zadnjih 2 tekmah. Pa sretan sam što sam uspio izjednačiti rezultat. Šteta, na kraju smo mogli zmagati tu utakmicu. Ja sam imao priložnost, ali šta je tu je neki realan možda rezultat je 2-2. Rudar je jako dobra ekipa i bilo je teško, teren je stvarno težak, tako da možemo biti zadovoljni sa bodom, ali ostaje taj žal što nismo uzeli sva 3 boda. V zadnjem 30. krogu pa bodo varovanci trenerja Stankovića igrali v Beltincih proti istoimenski ekipi.